50 let na odru. To je res en tak mejnik, ki ga dosežejo samo redki, tisti najbolj vztrajni. No, danes se bomo posvetili prav eni takšni glasbeni legendi, ansamblu Primorski fantje. Poglejmo si skupaj to njihovo neverjetno polstoletno pot. Vse se začne leta 1474. Predstavljamo si, svet posluša rock pa disko, v Sloveniji pa se rojeva ena zgodba, ki bo, kot se je izkazalo, trajala celih pol stoletja. To je leto, ko so nastali Primorski fantje. In to ni kar neka zgodba o glasbi, ne, to je zgodba o vztrajnosti, o prijateljstvu in o zapuščini, ki traja že 50 let. To jih, veste, uvršča med prave fenomene na naši glasbeni sceni. Dobro, pa se potopimo v to. Začnemo čisto na začetku. V slikovitem Piranu, kjer so se stkale te prve glasbene vezi in kjer so se začele sanje o velikih odrih. Jedro ansambla so torej tvorili trije fantje, Pino Vžnaver na harmoniki, Branko Bembič na kitari in Bogdan Fras na bas kitari. To je bila ta originalna trio zasedba, ki je postavila temelje za vse, kar je sledilo. Seveda, na začetku svoje poti so se kalili z igranjem na najrazličnejših prireditvah. Takrat še niso imeli lastnega repertoarja, tako da so večinoma preigravali uspešnice drugih že uveljavljenih ansamblov. Ampak, že leta 1979 je prišel prvi znak, da imajo fantje nekaj več. Na festivalu v Števerjanu so prejeli drugo nagrado za izvedbo. In to je bila, veste, res pomembna potrditev njihovega talenta in seveda spodbuda za naprej. Potem je sledilo obdobje nekega iskanja, nato pa pride leto 1988, ki je za ansambel predstavljalo absolutno ključno prelomnico. To je bil tisti trenutek, ki je popolnoma spremenil njihovo prihodnost. Vprašanje je seveda, kaj točno se je zgodilo. Kateri je bil tisti ključni dejavnik, ki jih je iz ene take lokalne zasedbe kar naenkrat izstrelil na vseslovensko sceno? No, odgovor leži v dveh ključnih imenih. Ansamblu se je pridružil Bogdan Gerk. On ni bil samo odličen pevec, ampak je prevzel vodenje in, kar je ključno, začel pisati avtorske skladbe. Hkrati pa so začeli sodelovati s producentom Tomažem Tozonom. In ta kombinacija, ta je bila zmagovalna. In s tem stopamo v njihovo absolutno zlato obdobje, 90. leta. V času po osamosvojitvi, ki je bil poln novega optimizma, so svojim svežim zvokom popolnoma ujeli duh časa in postali ena najuspešnejših zasedb v Sloveniji. Mozaik uspeha pa je leta 1992 dopolnila še Ivica Vergan. S svojim izjemnim glasom in seveda avtorskim prispevkom je postala nepogrešljiv del njihovega prepoznavnega zvoka. Njihov vzpon v tem desetletju je bil res meteorski. V zgolj 7 letih so zbrali kar 9 velikih festivalskih nagrad. 9, to ni bil več samo uspeh, ne? To je bila, lahko rečemo, popolna prevlada na glasbeni sceni. Zmagovali so praktično na vseh pomembnih festivalih. Na Ptuju, recimo, enem najstarejših festivalov, so večkrat osvojili prestižno nagrado Zlati Orfej. V Števerjanu so kar 2-krat postali absolutni zmagovalci. To pomeni, da so v enem samem večeru prepričali tako strokovno žirijo, kot tudi občinstvo. Oboje hkrati. In tole briljantno ponazarja bistvo njihovega uspeha. Niso bili le ljubljanci kritikov. Ljudje so jih naravnost oboževali, kar so vedno znova potrjevale številne nagrade občinstva po celi Sloveniji. Vrhunec vsega pa je prišel konec desetletja. Zmaga na takrat najprestižnejšem festivalu Slovenska polka in valček je bila skratka absolutna krona njihovega dela v 90-ih. In to so dosegli skladbo, ki jo pozna praktično vsa Slovenija. Seveda, govorim o Karameli. Ta legendarna polka jih je zavedno zapisala v zgodovino narodno-zabavne glasbe. A veste, kako je? Nobena pot ni brez ovir. Z dolgimi leti delovanja pridejo tudi neizogibne spremembe, preizkušnje in pa seveda težki trenutki, ki preizkusijo moč vsake skupine. In ja, z novim tisočletjem so prišli težki časi. Leta 1990 jih je najprej pretresla smrt ustanovnega člana Branka Bembiča. V naslednjem desetletju pa sta se poslovila še preostala 2 originalna člana, Bogdan Fras in Pino Vžnaver. Tam do leta 2008 je era ustanoviteljev dokončno minila. Ansambel je sicer vztrajal, a največji preizkus je prišel leta 2020 z veliko prenovo.
Stara garda in izkušnje, ki sta jih poosebljala Bogdan Gerk in Ivica Vergan, sta se združili s popolnoma novo mlado energijo. To je bil res ključen korak za preživetje Zapuščine. In to nas pripelja do današnjih dni, kjer Zapuščina primorskih fantov kljub vsem spremembam in izzivom še kako živi naprej. Leta 2023 je ansambel doletela še ena velika izguba, ko se je poslovil njihov dolgoletni vodja in gonilna sila Bogdan Gerk. A preostali člani so se odločili na njegovo željo in njemu v čast bodo nadaljevali z igranjem. In njihova glasba resnično ostaja večna. Skladbe, kot so Bela Signorina, Decemberski dan ali pa tista nepozabna Karamela, to niso več samo uspešnice. Postale so del zvočne kulise Slovenije, del naše skupne glasbene dediščine. In tako se naša zgodba sklene s tistim ključnim vprašanjem, ki ga njihova pot tako lepo ponazarja. Kako se sploh ohrani glasbena zapuščina? Skozi menjave generacij, skozi vse neizogibne izzive in minevanje časa. No, zgodba primorskih fantov nam ponuja enega od res izjemnih odgovorov.